Izlet ali kako je zbežal gozd. Bil je čudovit sončen dan. Družina Hitrec se je pripravljala na izlet. Draga, si mi spakirala rezervno majico? Se je iz kopalnice zaslišal glas očeta družine Hitrec, ki si je umival zobe. Ja, dragi. Je odgovorila mama Hitrec. Klobuk in kremo za sončenje tudi? Ja, dragi. Kaj pa pulover? O, Ivan, na izlet gremo pri 30 stopinjah Celzija. Kakšen pulover? O, ljubica, živimo v času globalnih klimatskih sprememb. Karkoli se lahko zgodi. Ali si vedela, da se ledeniki na zemeljskih poljih topijo? No, potem boš potreboval kopalke, ne pa puloverja. Je odgovorila mama Hitrec in nadaljevala s pakiranjem. Čez pol ure je bila družina pripravljena na odhod. Mama, ali si vzela zraven? Je začela 6-letna Luna, vendar jo je mama nežno prekinila. Vzela sem vse za vsakogar, ne skrbite in ne paničarite. V naravo gremo, nič se vam ne bo zgodilo. Šalila se je. Družina Hitrec se je poslovila od doma, kot bi se odpravljala na dolgo potovanje okoli sveta in ne na dnevni izlet v gozd na obrobju mesta in se odpravila na pot. Tako sem vesela, da gremo končno na izlet. Vedno imamo kakšne obveznosti in nimamo časa, da bi organizirali izlet. Je rekla mama Hitrec. Izračunal sem, da bomo čez natanko 27 minut prispeli na cilj. Je ponosno povedal 9-letni Nik. Bravo, sin. Razloži mi, po kakšnem postopku si to izračunal? Je vprašala mama, ki jo je zanimalo, saj uči matematiko v šoli. Kako to misliš po kakšnem postopku? Nik je bil zmeden. V GPS aplikacijo na mobitelu sem vnesel lokacijo, kam gremo in pokazala mi je, da bomo prispeli čez 27 minut. Aha, tako si torej to izračunal. Je rekla mama nekoliko nejevoljno. Draga, to je 21. stoletje. Brez pametnih telefonov ne gre več. Očka Hitrec se je zasmejal in nadaljeval z vožnjo ter si ob tem veselo žvižgal. Prispeli smo. Je rekel očka Hitrec čez natanko 27 minut. Wow, toliko dreves! Se bomo tukaj izgubili? Je nekoliko prestrašeno vprašala Luna. Otroka, ko bi le vedela, koliko časa smo preživeli v gozdu, ko smo bili mladi. In ob reki, pravzaprav kjerkoli zunaj. Ampak narava nas zdaj ne mara. Se je pritožila Luna. Kako to misliš? Je vprašal oče. Kako lahko to vprašaš? Saj veš, da sem lani dobila klopa, ko smo šli na izlet. Je odgovorila Luna. In jaz ne moram več igrati nogometa poleti, ker je toliko komarjev. Se je pritožil Nik. Tukaj ni komarjev in upam, da tudi okuženih klopov ne. Je rekla mama. Uživajmo v tem čudovitem, čistem podeželskem zraku. Ali je še kaj lepšega od radodarnega drevesa, ki nam daje kisik in ne prosi nič v zameno? Prosi nas, da ga ne posekamo. Reče mala Luna in vsi obmolknejo zaradi te žalostne resnice. Družina Hitrec se je sprehajala, nabirala cvetlice, tekla od enega drevesa do drugega in se ves čas smejala. Družina je preživela zelo lep dan. Ko pa so postali lačni in so iskali lepo jaso, na kateri bi lahko razgrnili koce in pomalicali, jih je pričakal presenetljiv prizor. Pred njimi se je pojavilo ogromno območje črne zemlje, kjer so nekoč rasla drevesa. Kaj je to, očka? Kam je izginil gozd? Ali so tukaj pristali nezemljani in odnesli drevesa? Je prestrašeno vprašala Luna. No, to je grozno. Je vzkliknil očka Hitrec. Očitno nekdo ni bil previden in je požgal vse to območje. To je velika katastrofa. In zakaj je to katastrofa, očka? Je vprašala Luna. Ker je vsako požiganje in uničevanje dreves slabo za življenje na našem planetu. S tem nismo izgubili kdo ve koliko dragocenih dreves, ki proizvajajo kisik, temveč bo zdaj tudi dež začel odnašati zemljo in s tem preprečil rastlinam, da bi ponovno zrasle tukaj. Je pojasnil očka. In ne samo to. Je rekla mama Hitrec. Ko drevesa gorijo, se v zrak sprošča ogromna količina ogljikovega dioksida, kar doprinese k globalnemu segrevanju. To torej pomeni, da smo na pravem kraju ob pravem času. Veselo vzklikne Luna in zaploska. Ali razmišljaš o isti stvari kot jaz? Je vpraša Nik poln veselja. Seveda, super družina Hitrec bo rešila dan. Mami, očka, posadimo tukaj nova drevesa, zdaj takoj. Luna je bila tako vzhičena. Če jih lahko posadimo na našem vrtu, zakaj jih ne bi tukaj? Je rekel Nik. Otroka, to je odlična zamisel.
je rekel očka Hitrec. Po poti sem videl drevesnico, kjer bomo zagotovo našli dovolj sadik, da malo obnovimo gozd. Ampak nisem prepričan, ali bomo imeli dovolj denarja. Je začelo skrbeti očeta. Izvoli, ne rabim tiste hiše za punčke, ki sem jo hotela kupiti po izletu. Je rekla Luna in iz nahrbtnika vzela denarnico z denarjem, ki ga je dobila od babice, da bi si kupila igračo. In jaz ne potrebujem tistega robota. Tako ali tako jih imam že preveč. Je rekel Nik in dal očetu svoj denar. Potem bo pa dovolj. Je rekel očka. Verjamem, da s takšnimi otroki naš planet ni več v nevarnosti. Je ponosno povzela mama Hitrec. Bilo je že temno, ko je bilo na območju, kjer je bil požar, posajenih 20 novih sadik. Družina Hitrec je bila utrujena, a obenem navdušena, da je storila nekaj dobrega za planet. In kdorkoli je že povzročil požar, mora biti naslednjič zelo previden. Družina Hitrec ne bo mogla vedno rešiti dneva. Ne pozabite, brez dreves in rastlin ni kisika. In brez kisika ne moremo živeti.